Živjo. Evo, zdaj bom posnela še drugi del video posnetka, ali je naš najstnik naša nočna mora ali je samo naš strah. V prvem delu razložim, kakšna je razlika med nočno moro in med strahom. Tako da si lahko pogledate najprej prvi del, da boste lažje sledili. Hkrati je pa ta videoposnetek tudi opis vsebine delavnice in v prvem delu smo opisali prvi dan delavnice Uspešna komunikacija z najstnike, v tem videu bomo opisali drugi dan dvodnevne delavnice Uspešna komunikacija z najstniki. Tako da dajmo zavihati rokave in se kar lotimo. Kar bi vam rada povedala je, da ko naredimo tisto, kar je v prvem delu, to se pravi spoznamo sebe, dobimo to notranjo moč, se zavedamo svojih vedenj in jih znamo izbirati, smo naredili 80%. To smo naredili 80% za vzgojo naših otrok. Ker to pomeni, da smo odrasli in postavljeni starši, točno to smo, kar naš otrok potrebuje. Drugi dan pa delamo na delavnici zelo konkretno, na primerih, ki jih vi prinesete. In sicer osvojimo nekaj stvari, v katerih nismo preveč dobri, zato ker nas tega nihče ni učil. To pomeni, rečemo, prva stvar, poslušanje. Pride vaš najstnik zjutraj za mizo, vas pogleda tako in reče, veš kaj, jaz ne bom danes, ali pa ne bom več hodil v šolo. In vam se svet podre in imate svoj govor. Kako ne boš več hodil v šolo? V šolo je treba hoditi. V šoli dobiš znanje, z izobrazbo lahko dobiš boljšo službo, izobrazba je zelo pomembna, boš bolj razgledan, so ti vrata v svet odprta, boš imel večjo plačo, bla, 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 bla. Nabijamo do nezavesti in v glavi imamo, joj, kva bo pa zdaj, pa to moram zdaj še možu povedati, pa kva bo pa žlahta rekla, pa kako ne bo več hodil v šolo, zdaj nekaj moram narediti, kaj naj naredim. In z vsemi temi stavki se v vašem telesu krepi občutek nemoči in strahu in sram, ki pač ni vaš, ne bi smel biti vaš. Zaradi tega, ker je vaš otrok rekel en stavek, jaz ne bom več hodil v šolo. Kaj če bi tvegali, pa bi ga slišali? Recimo, da rečete, a res ne boš več hodil v šolo, a te prav slišim? In on bo rekel, ja, mami, ne bom več hodil v šolo, ker šola je res bedna. In sošolci so vsi bedni. In pač ne vidim smisla, jaz bom kar youtuber. Pač vse oni ne rabijo izobrazbe. In vam se meša, seveda se vam meša, to so res hudi stavki, samo jih ne boste vzeli osebno, a ne? To se bomo učili na delavnici, kako je čez to. Aha, rekel si, da boš youtuber. A veš, da jaz tega poklica pa ne poznam. Ker v našem cajtu teh youtuberjev pa res ni bilo. A mi malo več poveš o tem poklicu? Ja, veš, to si tam na YouTubu, recimo špilaš igrice, pa se snemaš in pol te vsi gledajo in pol dobiš ne vem koliko kunih, pa pol dobiš ful veliko denarja, pa aha, a tako preprosto je. V redu, kaj če bi se midva nekaj zmenila, kaj če bi ti, ne vem, čez teden hodil v šolo, za vikend bi pa poskusil biti youtuber, pa bova videla, kako pač to gre, ker to už cel življenje počel, to moraš malo sprobati. Recimo, to sem vam zdaj dala primer, s tem, da še vedno ne mislim, da bo cel vikend visel na telefonu in tako, ampak vi boste njemu dali sporočilo, slišim te, ne da se ti hoditi v šolo. Brez veze ti je, youtuber boš, okej. En najin otrok je rekel nama, jaz ne bom hodil več v šolo, zaradi tega, ker je to brez veze, jaz šole ne bom rabil, jaz bom živel v gmajni na drevesu, jedel bom listje in črve in to je to, zakaj bi rabil šolo? In to slišati je res hudo, ampak jo je naredil, a veste, jo ima. Samo tisti trenutek se je počutil tako. To je en del, drugi del pa je, da oni na nek način nas provocirajo, pa ne za nalaž, ne zavestno, provocirajo nas zato, ker oni zelo poznajo te naše nedokončane zgodbe in, velikokrat rečete, moj otrok je moj učitelj. Okej, če je vaš otrok, vaš učitelj, dajte potem to sprejeti.
In se začnite učiti od njega. Ne ga skozi poniževati, delati manj vredenega od vas in tako naprej. Dajte ga slišati, dajte ga poslušati. Od tega ne bo konec sveta. To je en del tega, kar se pač, to je en drobec tega, kar delamo na delavnici. In pazite, tukaj starši prinesejo svoje primere in se učimo in vadimo in gledamo in iščemo nedokončane zgodbe, pa vsakmu posebej. To je izkustvena delavnica. Lahko vam rečem, da se starši ful povežete med sabo in da dobite nove prijatelje in da je to tudi ena zelo velika vrednost. In naj vas ne bo sram priti na delavnico, ker imajo drugi čist podobne zgodbe, kot vi. To je vedno tako. Druga stvar, ki se jo učimo, je, kako razviti empatijo do tega, recimo, kako razviti empatijo do tega, ko vam otrok reče, jaz ne bom več hodil v šolo. In vas itak prvi hip kap zadane, a ne? Kaj pomeni empatija? To ne pomeni, da če si je on roko odrezal ali pa prst zlomil, da si moram jaz tudi prst zlomiti. To pomeni, da jaz ostanem odrasla oseba, ki se potrudim, da slišim, kaj mi moj otrok govori in da do tega, kar sem slišala, razvijem empatijo. In to ne pomeni, da če razumem, kaj mi je otrok povedal, da se s tem strinjam. Ok? To se pravi, če je on meni rekel, jaz ne grem več v šolo, ker so smotani sošolci. A ne? Jaz mu zdaj lahko začnem nabijati, kako to sploh ni pomembno, da on v šolo mora hoditi in da. Lahko pa rečem, aha, ne bi šel rad več v šolo, zaradi tega, ker a si osamljen, a te prav razumem, da si osamljen? Ja, mami, osamljen sem. Res ni fajn biti osamljen. Ja, mami, res vleče se mi pouk, vsi pač nekaj počnejo, grejo skupaj ven, jaz se nikamor ne morem priključiti in to je res brez veze, jaz ne bi hodil več v to šolo, jaz bi šel v drugo šolo. Ok? Skratka, ti bi se rad prepisal, ker misliš, da so tam boljši sošolci. Ja. A pa misliš, da ti lahko kaj narediš za to, da bi pač dobil prijatelje, zaradi tega, ker na drugi šoli se mogoče lahko zgodi isto? Pa meni se ne da, ne vem, meni se ne da ukvarjati s temi stvarmi, ki se oni ukvarjajo. Skratka, ne morem vam spet celega procesa povedati, ampak razviti empatijo pomeni razumeti otroka, biti empatičen, če se tako počutiš, da si osamljen. Jaz vidim smisel v tem, da ti ne želiš hoditi v šolo. Ga vidim. Ampak, a lahko to rešimo na en drug način? A se lahko pogovarjava o tem? Ne bi se zdajle pogovarjal. Ok, lej, potem pa drugič. Kaj boš pripravljen? In zelo velikokrat se zgodi, da otrok sploh ne pride več nazaj za istim vprašanjem. Če mi ne delamo drame, joj, nima prijateljev, bogi revaš, lejte, oni se morajo naučiti, da imajo v odnosih tudi oni svoj delež. Ni nekdo brez prijateljev, zaradi tega, ker ga samo oni ne marajo. Tudi on nekaj daje ven iz sebe, da ga zavračajo. To se pravi, mora to odkriti, mora to raziskati. Govorim o tem, da naučimo starše, kako otroka pripraviti do tega, da vidi svoj delež, ker to je zelo pomembno, zato da on odraste v samostojno osebo. In seveda, skozi celo delavnico je rdeča nit, kako obdržati ta stik, da otrok sploh želi z nami komunicirati, da se ne zapira pred nami, da nam ne govori stalno, da smo bedni starši in da je kaznovan s tem, da je dobil take starše in tako naprej. Učimo se tudi tega, odziv na jezo, recimo. Evo, še ta primer vam povem, ne smem preveč, če ne bo video predolg in pa ga ne marate gledati do konca. Odziv na jezo. Ok, pride otrok domov in reče, ob 4 grem s prijatelji, ne vem, na igrišče. In vi rečete, v redu, lahko greš s prijatelji na igrišče, preden boš šel s prijatelji na igrišče, pa pospravi posodo iz stroja. In potem se zgodi kaj? On pride
3 sekunde pred 4 in reče, mami, adijo, me že čakajo. In vi rečete, ej, Blaž, počaki, ne? Posoda. Joj, koliko si bedna, to je kretensko, tega se jaz več ne grem, v tej bajti me boste uničili, skozi moram nekaj delati, v mene prijatelji že vzun čakajo, kaj ti ni jasen, buf, z vrati in ga ni. In potem imamo mi več možnosti. Ena možnost je, da gremo za njim, mu nabijemo, ga vlečemo, velikrat starši to, sploh pri starejših najstnikih, vlečete najstnika nazaj. In doskrat se zgodi, da pride kaj se mi je zaletel, sorry. Da pride pri najstniku do nasilja, ker ga vi vlečete, on brcne, udar, porine in to je zelo dramatično. Ja, in to je zelo, zelo dramatično. To, da otrok se poslužuje takih stvari. In če sem prej govorila o deležih, imamo tukaj mi kot starši zelo velik delež. Ko je v nekem odnosu jeza, ta jeza, recimo otrok postane jezen in ta jeza v hipu preskoči na nas, v hipu kole postanemo jezni tudi mi. In v hipu sva tukaj dva jezna človeka. To se pravi, če jaz kot odrasla znam to jezo zadržati, reči, ok, zdaj je šlo vse v maloro, pust. In pustim, da otrok gre. Ja, res je, ni pospravil iz stroja. Tukaj ne govorimo to ni doslednost, da jaz hočem, da on takoj zdaj to naredi. A razumete? Ker je pač šlo vse, jaz rečem temu, v maloro. Pustimo. In otrok pride nazaj. In v tem času imamo mi čas, da se umirimo. In da ne rolamo unih filmov, ko bo prišel, mu bom to naredila, pa telefon mu bom vzela, pa zakazan ne bom kol več smel ven, pa razumete stavki, ki jih pač rolamo po glavi, ki se nikoli ne uresničijo, ampak rolajo pa naše občutke v telesu. Zelo jih krepijo. Včasih kar pozabim kakšno slovensko besedo, majke. Skratka, zelo jih krepijo. Te občutke jeze, nesprejemanja, mogoče celo nespoštovanja našega otroka. Lahko se pa usedemo, si skuhamo kofe, spijemo kozarec vode, ne vem, kaj je tisto, kar vas pomiri. Vdihnemo in si rečemo, ok, zdaj je situacija, kjer smo se pač zaleteli z glavo v zid, kako bom jaz to rešila. In tle velja eno pravilo. V teh situacijah imamo čustva in imamo vedenja. In to ni ista stvar. Skratka, moj otrok je bil jezen, ker sem mu pač jaz nekaj pokazala, da ni naredil, da ne more. Po drugi strani, ko je bil pa jezen, je pa proizvajal vedenja, da je preklinjal, da me je nekam poslal, da me je žalil, da me je poniževal in da je razbijal z vrati. To so bila pa njegova vedenja. A ste videli dve ločeni stvari. Ko pride otrok nazaj, počakamo, da vidimo, da smo vsi mirni, da se vzpostavi nazaj stik. In da pride otrok do nas in potem mu lahko rečete, le jaz bi rada tole situacijo danes s tabo uredila. Jaz razumem, da si bil ti jezen. Ker sem te jaz ustavila pri tem, da bi ti šel k prijateljem ven. Razumem, tudi jaz bi se zjezila, če bi mi en takole pek. Razumem tudi, da si mogoče celo res pozabil na posodo iz stroja. Pač tudi jaz kdaj kaj pozabim. Kar pa ni bilo okej v tej situaciji, so bila pa tvoja vedenja. Tvoja vedenja so bila pa taka, da te moram jaz naučiti, ko si jezen, to sprocesirati drugače, zaradi tega, ker ko boš enkrat v službi, ti ne boš mogel šefa takole nekam poslati, ko si mene danes. In ne boš mogel razbijati z vrati. To pomeni, da je tukaj težava v tem, da ti ne znaš jeze izraziti na način, ki je sprejemljiv, ki ne dela škode. To je odziv na jezo. Potem imamo še odzive na čustva različnih vrst, to se pravi tudi na veselje, zelo velikokrat prepovedujemo tudi veselje, starši smo zanimive osebe.
na strah, a ne, ko je otroka strah, nas tudi kar kap zadane, a ne, joj, mojega otroka je strah, kako naj mu pomagam. Učimo se tudi, ena stvar, ki se jo moramo starši naučiti, je, kako pustiti otroka, da gre skozi neprijetno izkušnjo, ne rešiti stvari namesto njega, ampak biti samo njegova opora. To so sestavine drugega dneva delavnice. Spet bom še enkrat rekla, pridete s svojimi primeri in svoje primere rešujete. To je izkustvena delavnica, ki vam ostane za vedno. To vam ostane za vedno zapisano v vašem spominu in vaših celicah. Zdaj bi pa počasi zaključila. Prosim vas, da si od spodaj pogledate link in vsebino delavnice in datume, kdaj ta delavnica je, če vas zanima. Druga stvar pa je, komentirajte moje videe, napišite od spodaj kakšno vprašanje, napišite kakšno vašo zgodbo, kakšno vašo izkušnjo. Prijavite se, subscribajte se na najin kanal, ker jaz se trudim letos, snemam več, tako da boste na tekočem z video posnetki in s tem, kaj se pri nas dogaja, in zraven boste dobili še kakšen aha moment in se kaj novega naučili, ker je dobro predvsem za vas, posledično pa tudi za vaše otroke in za vašega partnerja. Čau, čau!